It's going down, temna, črna, grda plat Hollywooda se sesuva and I'm so happy about it. Vse, kar se dogaja zdaj s P. Diddyjem, danes bomo še naprej razčlenjevali. Ker se dogaja to, da me na TikToku ful sprašujete o kakšnih detajlih. Kaj pa z Beyoncé, kaj pa s Taylor Swift, ne razumem, zakaj Jay-Z omenijo, zakaj omenijo Kenija. Vse to danes bomo razložili, ker sem šla down the rabbit hole. Torej, marsikdo že gledal moj prejšnji video o Diddyju, tako da teh osnov ne bomo povzemali čist na hiter. Diddy je prirejal razne zabave in to v teku svojega vladanja v Hollywoodu, ki je bil od 90-ih naprej že ful pomemben, to je 20 let vse do zdaj prirejal zabave. To so bile white parties, bele zabave. Potem so sledili after party, ki se jim rekel freak offs, ker so počeli obupne stvari. Obupne stvari so počeli tudi po raznih podeljevanjih nagrad tem zvezdnikom ali pa ko je kakšna plošča nova išla, so pač to proslavljali in to so bile te zabave na njegovih imenitnih obsežnih poslopjih, kjer se je pač vsa smetana nabrala. Velik del hollywoodske smetane, zvezdnikov, superzvezdnikov in na teh zabavah so bili torej plenilci in plen so bili ponavadi mladoletniki, mladoletnice, ženske. Določeni so prišli naprej, so bili tudi takrat praktično otroci, ko so se nad njimi znašali, ko so jih zadrogirali, so jih snemali, zlorabljali, spolno zlorabljali, izkoriščali. Poleg tega je imel Diddy kup enih umazanih poslov, ampak zato je bil prejšnji video namenjen in danes smo nekako dotikali prvih ljudi, ki so skoraj ziher na nek način povezani z Diddyjem. Nič ne moramo trditi, vse, kar danes v tem videu govorimo, je allegedly oziroma domnevno, ker pač še ni potrjeno, nobenemu še niso na sodišču sodili, noben še ni obtožen konkretno in v zaporu in ni še dobil obsodbe, tako da jaz tega ne morem trditi, ampak kakšne stvari so tako sumljive in danes bomo šli čez toliko bizarnih informacij, se danes že cel dan malo tresem, kdo raziskujem, ker je vse toliko prepleten. Še to glede žrtev na Diddyjevih zabavah, zdaj pa šla ven informacija, pregled teles teh žrtev, kaj so imeli v svojem organizmu in pogosto so bile tu res čudne droge, med njimi tudi dobesedni horse tranquilizerji, torej izpolvala za kona. Še en fun fact, sam za uvod, ker ga potem ne bomo več omenjali. Vsi verjetno veste, sploh moški, za slaven Kim K erotični video, ki je še vedno po mojem povsod online, je možno, da dejansko izvira iz teh krogov, da je ona nekaj narobe naredila in je nekdo to spustil v javnost, ker pač je en izmed teh Diddyjevih nitk prepletenih. Možno je, da se zdaj govori. Gremo dalje v bolj pomembne stvari. O kom bomo danes govorili? O Beyoncé. O Jay-Zju, to je njen dragi, dolgoletni mož, mislim, da poročena sta, ne? O Blue Ivy tudi malo, torej o njuni prvi hčerki. O Kanye West, ki je bil bivši partner od Kardashianke, Kim. O Taylor, ki ste mi nekateri spraševali, kaj imata veze Taylor in Kanye in zakaj ne bi Kanye probal rešiti življenje Taylor Swift na eni točki. O Eminemu in pa MJ oziroma Michaelu Jacksonu bomo pa zdaj čisto hit obnovili, ker spodaj bo linkan video do mojega TikTok videa, kjer sem že govorila o njemu in zdaj ne bom še enkrat. Si pa pogledajte tole. Ja, Michael Jackson je bil en izmed unih svetlih delov Hollywooda, predvidevam večinoma, ki je hotel zaveščati o pomembnosti korupcije, ki se tam dogaja in mogoče zato je bil tudi na potu in je bil mogoče potencialno domnevno. Pa še nekaj, da vam dam kos zaglodati. V času smrti Michaela Jacksona je bil njegov glavni bodyguard, tale tip, isti bodyguard, kot je bil od P. Diddyja. Tako da, ja. Toliko pa se širi govorice, da je bil speljan tunel med hišo P. Diddyja in Michaela Jacksona, to pa je fake, ne vsemu verjeti. Ni bilo tunela vmes speljanega. Gremo začeti kar z Beyoncé, ker se mi zdi, da trenutno je najbolj na piki medijev oziroma predvsem TikToka. Ful stvari se tle dogaja, sploh nekaj začeti, ampak dajmo začeti s to pesmijo. Ne moremo zavrteti zaradi avtorskih pravic, ampak imate jo tukaj na ekranu. To je pesem od J. Cole and Amber Coffman. Naslov je She Knows. A veste, kako se Beyoncé piše? Knows. V bistvu, ko on poje She Knows, She Knows, She Knows, v bistvu poje ves čas njen priimek in vsi mislijo, to pesem je za Beyoncé. Zakaj še? Ta cela pesem, ko sem šla čez besedilo, ves čas misliš, da poje bolj v industriji, potem kako je on cool rapper in kaj vse moraš trditi za svojo žensko, da jo srečaš, ampak ne. Šele čist na koncu, zadnja kitica v bistvu zapoje. Rest in peace to Aaliyah, ona. Rest in peace to Left Eye, ona. Michael Jackson, I'll see ya, just as soon as I die. Kaj se reče, da ta Aaliyah, Left Eye in Michael Jackson so vsi umrli na 25. v mesecu. Na ključe? Who knows? Tako da je ta pesem definitivno ni ljubezenska, zdaj če govori direktno o Beyoncé ne morem trditi, to je allegedly, ampak jaz osebno mislim, da Beyoncé ni svetla plat Hollywooda. Zakaj ne bi te zvezde nastradale, Aaliyah, Left Eye in Michael Jackson? Jaz bom čisto iskrena, za vse sem bila jaz premlada, nobenega se tako konkretno ne spomnim, da je bil na sceni, ampak ko so te svetle zvezde se začela vzpenjati, lahko bi rekli, da so nenadnih smrti umrle, ampak valjda se zdaj na polno govori o tem, da so bile odstranjene, da so jim šle v nos.
Če je nekdo postal bolj slaven kot recimo Beyoncé po tej teoriji, so jih preprosto odstranili. Oziroma, da je bil na dobri poti, da bo bolj slaven. Jaz sem si tako napisala. To so zvezde, ki so ogrožale druge zvezde, ki so na vrhu te piramide. Te zvezde že imajo svoj kos pite in svojo moč, da ubijajo te druge male zvezdice, ki se še vzpenjajo. Jaz to razumem tako, da ali se jim joinaš ali pa izgoriš, burn up. Za kako naredijo, da si propadu, je tako, da ali te izseljujejo in to strahujejo, da zdržiš z njimi, ali te ubijajo, ali pa greš na en freak-off zabavo in te omamijo in posnamejo, posilijo in grozijo, da bojo to dalo v javnost. A štekeš milijon opcij, ampak tisti, ki imajo denar, imajo tudi veliko moči. A hočete videti direkten primer od Rihanne? Ko je bila stara 16 let, je bila sama v hotelski sobi z Jay-Zem in ona je to večkrat v intervjuju povedala, in sicer tole, če ne bom najdela videa, ona reče: a veste, kaj mi je rekel? Rekel mi je, da je edina pot ven iz te sobe, da podpišem pogodbo z njim za založbo ali pa čez okno. Ona je to fulkrat povedala. In potem v intervjujih je veliko govorila o tem, kaj vse je počela v industriji, drugače ne bi, ko je bila starejša, je bilo ful žal in tako. Hoče še nekaj res crazy slišati od Beyoncé. Jay-Z torej je njen partner in od Jay-Zja domnevna bivša ljubica je bila Katie White. Katie White je tudi, tako kot tiste mlade zvezdnice, nenavadno kar umrla. Umrla je leta 2011, stara je bila 29 let in umrla je od aneurizma. What? Če se sprašujete, zakaj bi njo hotel odstraniti, poleg tega, da je bila recimo ljubica od Jay-Zja in je bila Beyoncé mogoče ljubosumna, tudi zaradi tega, ker se govori, da je v resnici Blue Ivy, ki je prva hčerka uradno od Beyoncé in Jay-Z, je v bistvu hčerka od Katie. Sami si tle pogledate sliko in podobnost, ali je podobna bolj Katie, je podobna bolj Beyoncé. To so zelo grde obtožbe, če nič od tega ni res, se strinjam, tako da to je še vedno vse zelo domnevno. Je pa še tale video zanimiv od Beyoncé, ki pride na intervju in se usede in se njena obleka, ko ne bi bila noseča, zelo čudno zloži. Zdaj to ne upam trditi, to boste bolj tiste ženske vedeli, ki ste dejansko nosila otroka. Ampak je res malo čuden zgleda. Na koncu luč do lajala bo lajala in se mi ne splača nehati govoriti, sorry. Zakaj meni osebno ful sumljivo vse skupaj, ko zdaj povem in pokažem, da mogoče ni to samo špekulacija. Beyoncé dala ven pesem Daughter, dejansko naslov je Hčerka. In ta pesem je res banger, obožujem jo, res dobra pesem. Valjda ne morem spet gledati zaradi avtorskih pravic, ampak pazi ta besedil. Tle ga gledate in jaz sem ga prevedla. Vi ga berete v angleščini, poslušajte v slovenščini. Tvoje truplo leži na tleh. Moja obleka po meri je krvava. Hodila sem ostati cool, ampak tvoja aroganca me je zmotila. Zdaj sem strgala tvojo obleko in si cela modra in črna, pretepena. Glej, do česa si me pripravila. Koliko scary to? In potem naprej poje o tem, naprej poje dejansko o tem, koliko je ona hladna lahko, če jo neki zmot, če jo neki stop na žul, da je lahko bolj hladna kot voda, v kateri je potonil Titanik. No in zdaj pridemo do teh teorij zarote, zakaj se na podeljevanju nagrad, pa so vsi zvezdniki zahvalijo Beyoncé, kot da so v kultu, kot da se mora čisto vsak zahvaliti. Poglejte si malo videe. Beyoncé and I started out around the same time, and just like all of her fans, I fell in love with her. And the first time I saw her, from her singing to dancing to acting, she can do it all. She's a triple threat and one of the most talented people I've ever seen. I've had the privilege of being around her gift and knowing what an incredible artist and kind woman she is. Beyoncé is a beautiful soul. There's nobody like Beyoncé. Myself, but I can't possibly accept this award, and I'm very humbled and I'm very grateful and gracious, but my artist of my life is Beyoncé, and this album for me, the Lemonade album, was just so monumental. Beyoncé, it was so monumental and so well thought out. Give me a chance to win a VMA award. Yo, Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyoncé had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time. In the 5th grade, I skipped school to see you perform. My sister, she got me out of school. It was literature. I'm good. And where are you at, Beyoncé? My eyes are wet. You changed my life. You sang that gospel medley, and the way you made me feel, I was like, I want to make people feel this way with my music. So I want to say thank you to Beyoncé. Vem, pač to crazy zveni in kako jih ona gleda s temi očmi in kako, ne vem,
s tem znanjem to gledaš, kdo potencialno lahko Beyoncé je in Jay-Z, res skerirata vse skupaj. Tako pravuno, da jim morajo na polno uriti les, ali to narediš, ali pa si odstranjen, ali pa te bojo ne vem s čim uničili. A veš? In je res skeri. In če pogledamo primer Taylor Swift, zaradi česa je vsa drama nastala, torej Kenny, Kim K, zakaj so Taylor klicali potem kača, to je bila cela drama, ki jo tukaj ne morem razlagati, jaz vse vem, ker pač obožujem Taylor, ampak rečeno je, da je Kenny prelaufal na oder in rekel, vse super, ampak Beyoncé imela najboljši video vseh časov, bodimo realni kao. In zdaj se govori, da v bistvu to ni naredil, ker je pač čohnjen ali pa smotan, ampak preprosto zaradi tega, ker je hotel Taylor rešiti življenje, ker Taylor se pa ne giba toliko teh dark krogih in mogoče niti ni vedela, da bi se ji mogla zahvaliti, kaj jaz vem. To je teorija, tisti, ki ste zbegani, to je teorija. Sem pa tudi od Taylor večkrat raziskvala, zakaj se ona v teh krogih ni gibala, kako da nikoli ni bila na zabavah, ker niti ni na unu seznamu ali kjerkoli. Jaz sem ful hvaležna za to in mislim, da je to, ker sta njo starša res ščitila. Pač njena dva ati in mami sta bila ves čas z njo. Na vseh špilih, na vseh sestankih, na vseh poteh, po svetu, ves čas stopnjenja, na vseh koncertih. Nista jo prepustila tem grabečim rokam krutega, demonskega Hollywooda in hvala Bogu, da imamo vsaj eno tako sweet osebo. Ok, zdaj sem pa pozabila od Kanyeja, tako da naknadno tole snemam. Od njega je pomembno še to, da je on enkrat izjavil, če jaz kdaj zginem in se vrnem po dolg časa in bom drugačen, to nisem jaz. Tle vidite, na ekranu to piše, to je izjavil in dejansko je on od 2022 do 2024 konkretno zginil, ko se je vrnil in bil res freaking čuden. Tako da ja, sami si razlagajte, je to Kanye ali ni to Kanye. Hočete še eno crazy pesem od Eminema, ki tudi govori o Didiju. Ta je zelo kratka, vam sem tukaj dam. Poigrava se pač z besedo P. Diddy noter slišiš na določeni točki in posiljevalec in SA kot, ne essay, ampak kot spolna zloraba. Ja, ne bom naprej razlagala, ampak crazy, res crazy. Tako da ogromno ljudi ga je ogromno časa obtoževalo, samo nismo poslušali. Hočete še eno bizarno smrt, ki jo povezuje tesno z Jay-Zjem in predvsem P. Diddyjem? Bivša žena oziroma bivša ženska in mati otrok od P. Diddyja je Kim Porter. Tudi je umrla mlada. Zaradi česa? Verjetno je bilo nekaj močnega, kakšen rak in je dolgča. Ne, pljuča so ji odpovedala. Neke vrste pljučnica, nek problem s pljuči, kar neki. Znači, to so te stvari, ki mrliški ugledniki potem, ko pregledajo truplo, naredijo obdukcijo, on lahko pove, karkoli mu bo P. Diddy plačal, da pove. A štekate, to je korupcija. Tako da, domnevno je to vse, lahko da P. Diddy ni čisto nič kriv, lahko pa da je. O njej kroži teorija zarote, da ga ni marala in da je za čas svojega življenja pisala knjigo o njemu, kaj vse je on grdega počel, da bi ga izpostavila, da bi ga izdala potem ljudem in policiji in pa so jo zaradi tega odstranila. To je pač domnevno. Je pa smešno, ko so njuni otroci, torej P. Diddyja in Kim Porter, ki sta jih imela ogromno, ne vem, 6 po moje skup, so potem dali ven skupno izjavo o tem, da se jim zdi grozno, da mislimo, da je njihova mami umrla kakršenkoli foul play, da je v bistvu bila pač naravna smrt, da ne špekuliramo. Ampak veste, kaj mi pa res smešen, da v tej izjavi niso rekli nič glede P. Diddyja, niso rekli, puste fotra Pernira, on je super, nič niso rekli, dobesedno nič, sploh ga niso omenili, tako da to je res weird. Drakea bom samo omenila, namreč Drake je 2 leti živel s P. Diddyjem in na intervjujih je večkrat omenil, da so bizarne žurke, da sploh ne more ubesediti, kaj se tam dogaja, v smislu it's insane. In pa ga je intervjujec sprašal, kao, ok, a bi pustil svojim otrokom biti tam na žurki in rekel, ni šans, tako da, preteši enke. Je simpel primer, ker veš, da so stvari med sabo povezane, tudi, kaj je že ta mami njihova? Oglavnom mami od Kardashian tudi full hanga s Diddyjem, vsi so bili krat vsi skup slikani, na žurkah so bili skup, vse to vemo. Zdaj, kako daleč so šli, ne vemo, kot sem rekla, od Kim K, viralen erotičen video. Lahko da izhaja iz teh krogov, veliko več pa samo malo počakamo, pa bomo zvedeli. Naslednja oseba, jaz bom samo omenila Sia. Sia je čudovita pevka, ampak ona je nekaj časa objavljala res sumljive twitterje, kar pogledajte si jih tle. Tukaj preprosto vidite obkrožene, nesmiselne besede, ki jih napisala, ampak če sam prve črke daš v en stavek, pride ven Beyoncé kidnapped me, torej Beyoncé me je ugrabila. In potem jih je še več. Jih gledate zdaj na ekranu, da jih ne berem in so res bizarni tweeti glede Beyoncé. In fora je, ker sem jaz raziskvala, da je takrat bila neka interna fora to. Da so se med sabo nekaj zabavali oziroma da je bil joke, ampak zdaj to gledati, brat, ni več smešen, pač dejansko je weird.
Če vam je v tem videu zgrešil kakšen zvezdnik, ki ste hoteli glede njega slišati in glede povezave, pejte pogled prejšnji video, mogoče sem že omenjala, te druge sumljive smrti, pač Tupaka, Biggija itd. Da smo v bistvu samo nadaljevali od prejšnjega videa. Če gledate zdaj te uradne izjave odvetnikov, ki se ukvarjajo s tem primerom, so ful prijetni, ful pomirjujoči, ker on dejansko reče, imena prihajajo ven, vidimo jih na videih, vidimo, da so večje zvezde od P. Diddyja vpletene, Hollywood bo se bizarno spremenil, na koncu bomo poslušali po mojem sam še, ne vem, country. Ampak jaz osebno sem res srečna, ker to pomeni, da čeprav so baby stepi, čeprav čisto počas pa mal zmagujejo v bistvu dobro nad močjo in denarjem in se pravim, tudi če je mal pa pomal, se spreminja, misoginija pada in meni je to res navdušena sem. Toliko zaenkrat, lepo je bilo pohangati z vami in tole posneti in upam, da ste kaj novega zvedeli in da vam je všeč. Se gledamo po vsej vrednosti naslednji petek, do takrat pridni boste radi se imejte, uporabite moje 3 kode, ker me ful lepo podprete s tem, ker dobim mečkam provizuje, kdaj pa kdaj. Tako da ja, Alien Mama out, komentirajte, da naprej govorimo o tem in se gledamo. Čau!